To je, bi rekel, tipična akumulacijska peč. Tukaj imamo kurišče kot eno jedro, osnovo, dušo, bi rekel, ne. Ja, to je čisto podobna peč, kot sva videla tam pri Fujanovih, ne? Ja, res je. Tam sem tudi zvedela, da rabiš ogromno enega znanja, da postaneš mojster, da lahko tako peč sploh postaviš. Kakšna znanja se potrebuje človek? To je, bi rekel, eno tako kompleksno znanje in sicer prvo je tisto osnovno znanje elementarno, da se postavi pač peč, sesida peč, konstruira peč, ne. Poleg tega je pa potrebno, potem, to je eno, potem je potrebno zelo dobro poznati strokovno teorijo. Strokovno teorijo, pedagoško-andragoški del, to se pravi, ker ti mojstri potem tudi naslednje generacije učijo, ne. In pa poslovno ekonomijo. Sliši se kar zapleteno, ne? Čeprav peč pa na koncu izgleda tako preprosto lepa. Ja, jaz, če se zdaj odločava, bi rekla, da hočem kar tako peč, no? Kaj praviš? Jaz sem za, meni je všeč. Me pa zanima, recimo, da se Mila zdaj odločila, da jo bo vzela. Koliko časa traja, da jo zares dobiva? To se pravi, najmanj 60 do 90 dni nekje traja en tak ciklus. Torej najkasneje, čez 3 mesece bova lahko tudi midva doma tako uživala ob tej pečki, tako kot je bilo pri Fujanovih, ne? Jaz ko mi čakam, 3 mesece ni to kolik, ne? No, ljubi, a lahko zdaj odpremo očke? Ne še. Daj, no, ljubi, nekaj slišam. Daj, ugani, no. A je to... K? K? Kamin, ljubi. Kabelska. Kamin? Kakšen kamin, ljubi? Ja, kamin na televiziji. Ma ti pa res nisi čist v redu, no. Pa dej, ljubi, pa nisem jaz mislila tega. Jaz sem mislila ta prav kamin, ne na televiziji. Ta prav kamin. A veš, kad ko malo prasketa, pa daje neko čarobno vzdušje, v prostoru pa ne vem, pa daje toploto, pa... Pa saj imamo centralno. Že zdaj s knjigami je ful lepo. Tam še lepo, kako to prav kamin. Evo, že komaj čakam.